Živjo, čau, hello, ful smo veseli, da si z nami. Dajmo bit mal skupaj, boljš kot da smo sami. Učni kotiček, na svet za boljši svet. s pravljico v ušesih gremo na potep. Živjo! Hello! Šinare! Dobar dan! Juž, kam greš pa letos na dopust? Ja, nekaj sem razmišljal o Južni Koreji, ampak bom še malo razmislil. To je pa kar daleč. Si predstavljaš, kako težko bi ti bilo potovati v času, ko še niso imeli letal? Bi šel pa z ladjo. To bi pa zelo dolgo potoval. Preden bi prispel na cilj, bi minilo že pol počitnic. To je pa res. Potovanje z ladjo je sicer okolju prijazneje, ampak nimamo vedno toliko časa. Meni so najljubše kratke avtobusne ekskurzije. Kaj pa je to ekskurzija? To so izleti, na katerih se kaj naučiš. Recimo o tem, kako so ljudje nekoč v tistem kraju živeli, ali pa po čem je kraj, ki ga obiskuješ, najbolj poznan. Meni je na primer super obiskovati gradove. Ponavadi je tam shranjeno veliko predmetov iz starih časov. Gradov imamo pa v Sloveniji zelo, zelo veliko. Celjski, blejski, velenjski. Wow, koliko jih je! A si predstavljaš, da bi živeli v gradu? V gradovih je toliko prostora, da bi lahko vsak izmed nas imel svojo sobo, kuhinjo in kopalnico. Zdaj smo pa že malo zašli. Ja, izgubili smo se v domišljiji. Jaz včasih tako najraje potujem. S knjigo v roki se lahko v trenutku prestavimo v najrazličnejše svetove, medtem ko uživam udobje domačega naslonjača. To so pa zagotovo najdostopnejša potovanja. Vse, kar potrebuješ, je nahrbtnik in sprehod do najbližje knjižnice, ki odpira vrata do vseh teh svetov. A gremo? Kam pa? Na začetek novic. Nekaj sta pozabili? Člansko izkaznico? Ne no, saj vesta. A ja, pa res. Preden začnemo, pa poskrbi, da te ne bo nič zmotilo. Da si udobno nameščen ali nameščena. In dobro pobožaj svoja ušesa, da ti ne bo ušel noben šum. Kot smo že vajeni, najprej prisluhnimo novicam. Novice. Prav lep pozdrav v zadnjih novicah pred poletjem. Z nami so zopet 3 ptice. Vsaka prinaša svoje modrosti. Prva je z nami prva urana Balkana. Prav lep pozdrav. Jah, takole je. Prijadrali smo že skoraj do počitnic in to me neznansko veseli, saj se bom lahko končno oddahnila od vseh obveznosti, ki jih imam kot prva vrana Balkana. Kar naprej letim čisto do Grčije in nazaj, vmes pa se ustavljam še marsikje. Delim vranje modrosti, se pogovarjam z ljudmi in z drugimi živalmi. Čisto sem že izčrpana. Ker sem ves čas na poti, pa sem si letošnji dopust zastavila nekoliko drugače. Tokrat bom raziskala kraje okrog svojega gnezda. Do električne napeljave, kjer se družimo z ostalimi vranami, bom vsakič odletela po drugi poti in tako poskusila odkriti poti, ki jih še ne poznam. Doma si bom organizirala družabne večere, kamor bom povabila vse svoje sestrične in igrale se bomo različne igre. Morda se bomo šle tudi kakšne vodne igre, zdaj, ko bo takole vroče. Jedle bomo orehe in klepetale dolgo v večer. Morda si bom narisala zemljevid okoliških krajev in na njem označila, kje sem že bila in kje še ne. Takšne aktivnosti priporočam tudi vsem ostalim brez načrtov.
Tudi doma je lahko zelo lepo, čeprav mislimo, da že vse poznamo. Pa še tole. V Sloveniji se je pred kratkim zamenjala ekipa ljudi, ki vodi državo. Njen vodja se piše Golob, menda pa je noter tudi neka gospa Kos. Vidite, kako pomembne smo ptice. Lepo se imejte, pa lepo poletje vam želim. Hvala, prva urana Balkana. Res je, včasih lahko samo malo spremenimo smer in tako dobimo nove izkušnje, nova znanja. Sedaj pa že kličemo goste Galeba Golobiča. Galeb, se slišimo? Pozdravljeni. Ljudje in ptice radi potujemo, da spoznamo nove pokrajine, bitja in znamenitosti. Znamenitost pa je lahko tudi nenavadno vreme. A pazi, danes ti predstavljamo vremenska potovanja samo za res najbolj pogumne. Če obožuješ ekstremno vročino, te vabim v Furnace Creek ali po naše potok iz peči v Združenih državah Amerike, kjer so izmerili najvišjo temperaturo na Zemlji, skoraj 57 stopinj Celzija. Predlagam, da seboj, pravzaprav sploh ne predlagam, da greš tja. Po drugi strani so najnižjo temperaturo izmerili na Antarktiki, kar -89 stopinj. Ni čudno, da se pingvini tako radi stiskajo skupaj. K mrazu ponavadi spada tudi sneg. Tega je na gori Ibuki na Japonskem v enem dnevu nekoč zapadlo kar 230 centimetrov. Če bi bil ta sneg človek, bi bil višji kot katerikoli košarkar na svetu. Če slučajno rada ali rad skačeš po lužah, pa ti predlagam skok na Oahu na Havajih. Tam je pred 80 leti deževalo vsak dan skoraj 1 leto. Jaz bom letos dopustoval kar pri nas na morju. Temperature so zmerne, ne dežuje preveč, pa še turisti so zelo radodarni z drobtinicami. To pa največ šteje. Pa lepe počitnice! Galeb, hvala za te informacije. Zdaj vem, kam ne smem zaviti, če ne želim postati ledena kocka ali čevap. Kdo pa nam bo povedal zadnjo novico v tej sezoni naše oddaje? Mislim, da se mi ni treba posebej predstavljati, saj se vsak prebivalec Zemlje sprašuje o tem, ali sem bila najprej na svetu jaz ali jajce. Ker sem kulturna kokoš, se vam bom vseeno predstavila. Sem Karolina III., plemenita, baronica Zgornjesavske regije. Moja vrlina je, da o vsem vem nekaj malega. Ker vem, da vas neznansko zanima, kot vse se potepajo pernate živali, vam bom izdala par skrivnosti. Pticam, ki potujejo, se reče selivke in so praktično vseh velikosti. Od najmanjših na planetu, kot je na primer kolega kolibri, do največjih, kot je neravno kolega jastreb. Najkrajša potovanja oziroma razdalje, ki jih selivke preletijo, so dolge nekaj 100 metrov, ko se ptice prek zime umaknejo z gora v dolino. Dolžinski rekord pa imajo polarne čigre, ki 2-krat na leto preletijo razdaljo med Arktiko, kjer gnezdijo, in Antarktiko, kjer prezimujejo. Selivke na kratke razdalje večinoma prezimujejo kar na ozemlju Evrope ali v Sredozemlju. Nekatere vrste, selivke na dolge razdalje, pa se odselijo v tropsko in celo južno Afriko. Tja gre na primer kolegica bela štorklja. Mene, kot sem rekla, letenje ne zanima. Raje se sprehajam. Najbolje se počutim kar v svojem domačem kraju, kjer me dobri ljudje redno hranijo. Jaz pa medtem v kurniku modrujem in tu in tam zvalim
kako plemenito jajce. Konec novic. Najlepša hvala, ptice, za vse letošnje novice. Lepo poletje vam želim in se slišimo zopet jeseni. In tudi vam, dragi poslušalci in drage poslušalke, želim prav fine poletne počitnice. Do jeseni torej! Ej, piše, da bo zdaj gost. Ne, gost. Ja, gost. Dobrodošli. Današnja gostja je naša prijateljica Tjaša Jerman Kuželički. Tjaša je nekoč opravljala poklic, kjer je veliko potovala. Bila je turistična vodnica. Tjaša, živjo, kaj počne turistični vodnik oziroma vodnica? Turistična vodnica potuje z potniki po Evropi. Pravzaprav najprej se začne z malo predpriprave doma, namreč destinacijo moraš zelo dobro poznati, moraš vedeti, kje bomo spali skupino, po katerih cestah je najbolj pametno iti, zdaj to z internetom vse dosti lahko. Potem pa moraš malo si tudi pripraviti sezname, ne, za hotele, pa ne vem, če imaš vse vstopnine, kamor bomo šli in tako naprej. Pa se pa začne delo z potniki, kar je praviloma vsakemu vodniku najboljš. Zjutraj, recimo, če gremo z avtobusom, se dobiš z voznikom avtobusa in potem greš na prvo vstopno točko, malo prešteješ potnike, se malo seznaniš z njimi in tako. In potem se začne pot. Kaj pa potem počneš na poti? Na poti potem malčkaj pripoveduješ o tem, kar vidiš, levo, desno skozi okno, ali pa mogoče kaj nasplošno predstaviš državo, v katero potuješ, malo predstaviš mogoče zgodovino ali pa kakšne zanimive osebnosti in jih malo pripraviš na tisto mesto ali kraj, ki ga boste potem podrobneje spoznali. Potem je pa še delo prav v mestu, recimo, ali na sami točki, ki smo si jo prišli pogledati, kjer pa potem zbereš vso skupino na kup, pa potem treba malo glasneje govoriti, pa res nam pokažeš, kaj je zdaj tisto, kar smo res prišli pogledati. Kam vse pa si potovala kot turistična vodnica? Največ sem pravzaprav, mislim, da vodila po Italiji. To mi je bilo tudi nekako najbolj pri srcu. Sem dejansko naredila tudi nekaj križarjenj z križarko, tako da sem bila potem tudi malo v Barceloni, pa na Ibici, pa Palmi de Mallorca, pa tako. Potem sem malo po Balkanu vodila, tudi Bolgarijo recimo, pa v Gruziji pa Armeniji sem bila. Potem pa Avstrija, razni kotički, to je kar taka klasika, to skoraj vsi vodniki poznamo. Zanimive destinacije? Kje pa je bilo tebi najbolj všeč? Jaz sem zelo, zelo rada hodila v Rim ali pa na splošno v Italijo. In tam je bilo res povsod zelo, zelo lepo. Potem sploh recimo po Toskani, ko smo hodili, ker smo imeli tudi kakšne take ne preveč natrpane programe. Tako da nismo preveč stvari naenkrat obiskali in je bil čas tudi tako kar malo posedeti na kakšnem italijanskem trgu ali pa v kakšnem lepem razgledu ali pa včasih smo šli na kakšno degustacijo lokalnih dobrot in potem je tam tudi priložnost, da se malo s potniki seznaniš pobližje, pa se potem fina atmosfera naredi. Verjetno so med potniki bili tudi otroci, kje so se pa oni imeli najbolj fino? Ja, imeli smo recimo osnovnošolce in smo jih peljali ponovadi kam tako bolj bližji. Šli smo recimo v Celovac, pa smo si tam, potem je pa tam malo na Koroškem recimo en tak stolp, ko se povzpneš gor na vrh, pa je zelo lep razgled, pa se pa lahko celo s toboganom dol spustiš in to je bilo vedno kar tako zanimivo in zabavno. Pa v Graz tudi, ko smo šli, ker tam blizu je pa tovarna čokolade. In to je super, pa greš noter in lahko probaš ogromen čokolade, tako da imaš na koncu že kar preveč, ampak je super izkušnja. Na potovanjih se lahko marsikaj zgodi. Katere pa so tiste najbolj zanimive dogodivščine, ki so se vam zgodile?
Najbolj zabavne so bile recimo s kakšnim avtobusom, ker smo šli v kakšno napačno smer. Že smo šli enkrat v eno ulico, ki je postajala ožja in ožja in ožja in enkrat avtobus ni mogel iti več naprej. In je mogel kakšen kilometer voziti trikrat in to je bila taka vijugasta ulica, tako da smo vsi bili čist. Wow, da je dobil seveda aplavz na koncu voznik. Katere izlete pa bi priporočila tukaj, v Sloveniji? Ja, za tujce so take obvezne. Bled, to vsi poznajo, pa grejo obiskat. Pa Postojnska jama seveda, to, kar vsi poznajo. Drugače pa jaz jih zelo rada napotim, da se grejo še Sočo pogledat, ker je mečkan dlje, pa potem res tudi te gore spoznajo in mečkan bolj doživijo mogoče malo manj turističen del Slovenije. Zelo fajn jim je tudi, recimo, ko grejo na Štajersko, v kakšne vinorodne dežele, tam okrog Jeruzalema, recimo. Ampak nasvet, ki je za Slovence, je verjetno malo drugačen kot za tujce, ker mi smo na Bledu verjetno vsi že bili, pa se raje ne gremo gužvat. Ja, kaj pa to? Nikoli pa zelo všeč, recimo, za kakšen kotiček za kopati ali pa Savinja poleti, ki se greje. Tako. Hvala, Tjaša. Upam, da si za poklic turistične vodnice ali vodnika navdušila tudi kakšno našo poslušalko ali poslušalca. Za boljši svet. Oči, kje si? Nekaj ti moram povedati. V dnevni likam. Kaj pa je? Danes smo v razred dobili novega sošolca. Wow, odlično. Kakšen pa je? Ja, tak, fant, s frizuro, na stolu je sedel. No, to pa ni preveč natančen opis. Kako mu je pa ime? Ne vem, čisto nič ga nisem razumela. K nam je prišel iz tujine. Super. Upam, da ste ga lepo sprejeli. Ja, pa če ti pravim, da ga nismo nič razumeli. Ne vem, koliko časa bo potreboval, da se bo naučil slovensko. Zakaj se pa raje vi ne naučite kakšnih besed v njegovem jeziku? Vas je več v razredu in bi se lažje skupaj naučili več njegovih fraz. Vsaj toliko, da prebijete led. Led? Pa saj je že poletje. To se samo tako reče. Prebiti led pomeni počasi začeti pogovor. Kot lokomotiva, ki potrebuje veliko moči, da se začne premikati. A ko se enkrat premakne, pa kar zdrvi po tirih. In tako bi zdrvel tudi naš pogovor z njim. Odlično! Lahko bi se naučila nekaj besed v hrvaščini, da se boš imela lepše na počitnicah na Hvaru. Kako se reče, kako ti je ime po hrvaško? Kako se zoveš? Kako se zoveš? Odlično. Če spoznaš nekoga novega, pa lahko rečeš, drago mi je. A to, če ti hoče kaj prodati, pa rečeš, da ti je drago? Ne, to pomeni, da te veseli, da sta se spoznala. Aha. Poleg jezika je pa dobro, da na potovanjih opazuješ tudi navade ljudi. Poskusiš kakšno njihovo jed ali pa se potrudiš z njimi zapeti kakšno njihovo pesem. S tem se lahko marsikaj naučiš in svet ti bo bolj zanimiv. Hudo! Res je dobro, da hodim naokoli z odprtimi očmi in ušesi. Tako bom lažje spoznala ljudi na potovanjih, pa tudi svojega novega sošolca, kaj ne? Tako je. Joj, še eno hrvaško frazo imam zate. Možeš mi pomoči glačati? Kaj pa to pomeni? Lahko mi pomagaš likati. Ojoj, oči, saj bi, veš, ampak se moram toliko novih besed naučiti, veš. Adio, čau! Se mi je zdelo. Doviđenja.
Pravljica. Današnja pravljica prihaja iz Jemna, države na jugu arabskega polotoka. Lahko bi rekli, da je tudi sama iz Jemna. Pravljica nosi naslov Kako je babica letela. Kar je neke vrste izjema, saj babice praviloma ne letijo. Saj ne takrat, ko jih gledamo. Babica v zgodbi ima dva pomena. Je gospa, ki ima otroke, ki imajo že svoje otroke, hkrati pa tudi oseba, ki dela v porodnišnici in pomaga ženskam, ko rojevajo. Prav gotovo je kakšna babica pomagala tudi pri tvojem prihodu na svet. Nekoč je v Jemnu živela priletna babica. Na svet je pomagala toliko otrokom, da jih ne bi več znala prešteti. Toda še vedno so vaščani iz njene vasi, kadar je napočil čas, da bi se moral roditi otrok, bolj zaupali njej kot katerikoli drugi. Babica sama zdaj ni bila več le babica, ampak že tudi prababica. Rada je vsak dan hodila na dolge sprehode v gozd, kjer je bila njena najljubša jasa. Tam so se zbirale vse vrste ptic in babica je poznala vsako izmed njih. Kaj pa je to? Tega zvuka pa ne prepoznam. Presenečena se je zazrla v drevesne krošnje, da bi videla, za katero ptico gre. Potem pa ga je zagledala. Na veji nizko pri tleh je čepel najbolj črn in najbolj bleščeč krokar, kar jih je kdaj videla. Nekaj čudnega je na tej ptici, je rekla babica in strmela v krokarja. Krokar pa je ravno tako strmel vanjo. Pozdravljena, babica, tebe sem prišel iskat. Babica je v svojem dolgem življenju videla že vse mogoče stvari, toda govorečega ptiča med njimi ni bilo. Vendar pa je bila prestara, da bi se še čemu čudila. Kaj pa bi rad? Tvoj sloves odlične babice se je razširil dlje, kot si misliš. V naši deželi potrebujemo tvojo pomoč. Rad bi, da me pospremiš tja. Nikoli se nisem obirala, kadar so me prišli iskat, da bi pomagala pri rojstvu. Toda ti si priletel oddaleč. Kako naj pridem tja? Stara ženska sem že. Z mano lahko odletiš nazaj. Le kako bi bilo to mogoče? Ptič je podrgnil čelo svojo perutjo in hip pozneje se je starka zavedala, da leti nad vrhovi najvišjih dreves v gozdu in se dviga vse višje in višje proti nebu. Krokar ji je kazal pot in tako sta letela toliko časa, da je videla, kako je sonce zašlo in ušla luna, pa še nista priletela v deželo, v katero sta se namenila. Ko se je zdelo, da sta obkrožila že ves svet, se je začel krokar spuščati v gozd. Babica mu je po svojih najboljših močeh sledila. Švigal je sem ter tja med vejami in nekako ga je posnemala tudi babica. Naposled je zletel skozi luknjo v drevesu. Kaj pa naj jaz naredim? Kar noter zleti. In tako je tudi naredila. Brž ko je babica priletela skozi luknjico, že se je znašla v palači, tako sijajni, da bi v njej lahko živel sam kralj. Stene so bile marmorne in vse povsod je bilo vse polno zlatih in srebrnih predmetov. Pred njo pa je stal imeniten gospod. Kdo ste? Jaz sem krokar. O, kako je pa to mogoče?
Kaj nisi priletela sem in šla skozi luknjico v drevesu, manjšo od svoje pesti? Sem, ja. Naj ti torej povem, da je to kraljestvo demonov. Moja žena bo kmalu rodila in te potrebuje. Seveda. Pa je šla v sobo, kjer je ležala demonova žena. Lepa mlada demonka z dolgimi temnimi lasmi je bila zelo srečna, ko je videla, da je babica prišla še pravi čas. In babica je tokrat prvikrat pomagala na svet demonu. Kmalu je mlad dojenček prijokal na svet. Ko sta mati in otrok že mirno počivala, se je žlahtni demon babici zahvalil za pomoč in ji okrog vratu obesil dolgo kito strokov česna. To ti bo prišlo prav, ko boš spet doma. Nato se je pred njenimi očmi ponovno spremenil v krokarja. Sledi mi. V trenutku je babica spet letela čez širno nebo. Toda tokrat se je potovanje končalo, kot bi trenil. Na vsem lepem je spet stala pred svojo hišo. Krokarja pa ni bilo videti nikjer. Takrat pa je videla, da se je ogrlica iz česna okrog vratu spremenila v suho zlato. Lahko bi rekli, da je šla naša babica na službeno pot. To je potovanje, ki ga odrasli opravijo, ko gredo nekam zaradi dela. Za svojo pomoč pa je bila še dodatno nagrajena. Skratka, izjemen dan za babico, izjemna. Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau. Bis hedo. Doviđenja. Zajđen. Naslišanje. Wow, pa je prišel zaključek naše zadnje oddaje v drugi sezoni. Wow, a že? Zdi se mi, da je bilo včeraj, ko sem se pogovarjal s svojim dedkom o igrah, ki so se jih igrali, ko je bil še otrok. Če ti je fino, potem čas kar beži. In kaj vse smo novega izvedeli, s kom vse smo se pogovarjali in kam vse smo potovali. Meni pa je v spominu najbolj ostalo igranje nogometa ob koncu oddaje o športu. Jaz pa vem, da ne bom pozabil Rubine in njenih čeveljcev iz bosanske pravljice Čarobni čeveljci. Jaz pa sem se recimo odločila, da bom letos novembra praznovala praznik Divali. Tako kot ga je praznovala ptica Šantaja, ki je v naših novicah gostovala decembra. Potujemo lahko z avtom. Potujemo lahko z ladjo. Potujemo lahko z letalom, kolesom. Motorjem, nogami, Potujemo pa lahko tudi z domišljijo. Res je, le zapremo oči in smo lahko kjerkoli si želimo. Jaz sem zdaj visoko v gorah, na zelenici ob Triglavskih jezerih. Kje si pa ti, Tanja? Jaz pa sem na Visu, noge imam v morju in vam pluvam pečke lubedice. Kam si šel pa ti, Juš? Jaz pa sem šel na nogometno tekmo v Madrid. Jošt, kam pa si ti odpotoval s pomočjo domišljije? Jaz pa sem šel kar lepo v posteljo. Jošt, no. Pa kaj no? Če sem pa tako utrujen od vseh obveznosti letošnjega leta, da rabim najprej počitek, preden grem na počitnice. Saj vem, te čisto razumem, tudi za počitnice je treba biti vsaj malo spočit. Res je, res. In sedaj bomo imeli kar nekaj časa, da se dobro spočijemo, prevetrimo možgane in jeseni novo, že 3. sezono oddaje Oro začnemo polni novih doživetij in energije. Če pa ti bo dolg čas med čakanjem trajekta, pa veš, kaj lahko narediš. Pljuvaš skozi okno. Jošt, no! Hec.
lahko poslušaš naše oddaje na vseh podcasterskih platformah. Tako je. Tudi med počitnicami se lahko malo podružimo. In potem se zopet srečamo jeseni. Do takrat pa vam želimo lepe počitnice. Čau, Čau. čau, Videnje, adijo. Goodbye, Goodbye. Wiedersehen, Au revoir. Zajden. Čau, čau, čau. Na snidenje! Ej, a za domišljijske počitnice je treba tudi pakirati? Jošt! Ošt!